Lep pozdrav! Pester teden se počasi končuje in bil je zanimiv. To so novice tedna. Začenjamo v Beli krajini. Včeraj je v Črnomlju potekala slovesna otvoritev novega večstanovanjskega objekta. Gre za prvo takšno gradnjo v tej belokranjski občini po več kot 3 desetletjih. Naložbenik pa je domače podjetje TGH. Večstanovanjski objekt Čardak so danes uradno slavnostno odprli. Nad novo pridobitvijo v Črnomlju so navdušeni vsi. Smo izredno ponosni in veseli, da smo dobili tako nov, kvaliteten bivanjski prostor, ki bo mladim in vsem generacijam omogočil dvig življenjskega bivanja. In to je tudi eden od prvih korakov, kako želimo pritegniti predvsem mlade in vse ostale, da ostajajo v Beli krajini in da se ne bi izseljevali. Zgradili smo v roku, prodali smo 47 stanovanj od 49, tako da apsolutno smo zadovoljni. V redu je ta projekt. Tudi je dejstvo, da smo začeli gradnjo še v času, ko so bile stabilne cene materijalov in glavnino smo že imeli prej nabavljene materijale. Skupna površina objekta je 3800 kvadratnih metrov, 49 stanovanj je razporejenih v 6 etaž. Gre za prvi takšen objekt z dvigalom in urejenim dostopom za invalide, uredili so tudi garažne in kolesarske prostore. To je medgeneracijsko bivanje v bloku, ker od teh 49 imamo 30 stanovanjskih sklad Republike Slovenije za najem, 15 stanovanj je oskrbovanih in samo 4 so dejansko nadstandardna, kjer imamo v terasni etaži. Zelo smo zadovoljni, da smo končno tudi, lahko rečemo, da pokrivamo Belo krajino za 30 stanovanji. Kot sem že omenil prej, da smo v Kočevju, to se pravi, če gledamo širše Dolenjsko, da smo v Kočevju jih prevzeli 76 pred kratkim in da začenjamo z gradnjo v Novem mestu, tam pa še bistveno večje število stanovanj, celo na 2 lokacijah. Stanovanjsko problematiko se počasi rešuje. Na črnomaljskega župana so se z željami po stanovanjih obračali predvsem mladi, bližina potrebne infrastrukture pa je prepričala tudi starejše. Vem, da je kar nekaj stanovanj so kupili starejši ljudje, ker računajo, da bodo iz doma starejših dobili tudi vso potrebno oskrbo, torej hrano, pranje in zdravnik je blizu, tako da je to pravzaprav res, tako kot je nekdo rekel, mislim, da direktor, je to medgeneracijski blok. Današnje tudi medgeneracijsko slavnostno druženje je popestril še najboljši tamburaški orkester na svetu, Dobreč. Župan pa nam je še zaupal, da so pogovori o naslednjih podobnih projektih že iztekli. Od končanega pa k še nedokončanem projektu. Potem, ko so v Velikem Podlogu v začetku junija zasadili prve lopate za novo podružnično osnovno šolo in vrtec, bodo kmalu dokončali pritlične prostore nove 4-razredne šole in 4-oddelčnega vrtca. Obstoječa šola je dotrajana in neprimerna za delo, zato si vsi želijo čimprejšnje dokončanje novega objekta. Objekt, v katerem je šola funkcionirala do sedaj, je res zelo star, bil zgrajen nekje v začetku leta 1900, tam nekje, in je pravzaprav v nemogočih pogojih so zdaj delovali. V vseh vaseh, krajevni skupnosti, verjetno tudi širše, kakor tudi v podružnični šoli, si že nestrpno čakajo na tisti čas, ko se bodo lahko z prostorsko stisko in pa z slabšimi pogoji preselili v nove objekte, ker je res sedaj že zelo premalo prostora. Če je še pred desetletjem kazalo, da podružnična osnovna šola ne bo imela zadostnega števila šolarjev, se je trend v zadnjih letih krepko obrnil. Območje Velikega Podloga in okolice je zanimivo za priseljevanje. Gre za področje, ki je relativno zanimivo zaradi enostavnosti gradnje in pa seveda prijetnosti bivalnega okolja, bližine avtoceste in še vrsto drugih prednosti, ki jih ima to okolje. Privabljajo mlade družine in s njimi pa pač tudi otroke. Mislim, da številke otrok, čez 100 jih imamo prijavljenih pač v naši enoti šole in vrtca seveda skupaj, 56 mislim, da jih je bilo letos v šoli od 1. do 4. razreda in pa nekaj čez 50 v 3+1 program vrtca.
Kar pa ni zadoščalo, da bi vsi otroci iz Velikega Podloga obiskovali domači vrtec. Zaradi večjih potreb in pa tudi večje želje po vključenosti otrok v vrtec so jih tako vozili tudi na Rako in v Brestanico. Dela na izgradnji nove šole v Velikem Podlogu potekajo skladno z načrti. Trenutno se izvaja dela v pritličju z vsemi deli, ki tam sodijo. Sicer pa bomo s tem objektom pridobili 4 razrede osnovne šole in pa 4 igralnice za vrtec. S tem bomo rešili pravzaprav težave, ki jih ima ta šola že dolgo časa. Projekt skupne vrednosti okoli 3 milijone evrov bo z 1,1 milijona sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, objekt pa bo zaživel v šolskem letu 2022-2023. Ostajamo v Posavju. Potem, ko so v tujini ustavili prevzem odpadnega blata iz čistilnih naprav, se je to v začetku preteklega leta začelo po vsej državi kopičiti. Cene so poskočile, blato pa so začeli odvažati v gozdove, kot na primer v Hočah. Preverili smo, kako je s prevzemom blata v Posavju. Komunala Brežice upravlja s 3 čistilnimi napravami. V preteklem letu konkretno je bila ta količina 370 ton. No, mi pa potem to dehidrirano odpadno blato odvažamo našem prevzemniku, ki je podjetje Cerot iz Novega mesta. To podjetje pa potem nadalje blato predela. Podobno velja za občino Sevnica, v kateri komunala upravlja s po 3 mehansko-biološkimi in rastlinskimi čistilnimi napravami. Na centralni čistilni napravi v Sevnici imamo napravo za dehidracijo tega blata, se pravi, dobimo iz tega tekočega blata sušino. V lanskem letu je tega blata na ravni občine Sevnica bilo cirka 490 ton in to blato je bilo predano prevzemnikom. So pa letos na Logu uvedli pilotni projekt. In poskušamo z določenimi pripravki znižati količino tega blata nastalega, zmanjšati tudi stroške električne energije, tudi maščobe so problematične na sami čistilni napravi v procesu čiščenja. V podjetju Kostak odpadno blato predelujejo sami. Okvirna količina blata, ki nastane na čistilnih napravah, ki jih imamo v upravljanju v občini Krško in Kostanjevica na Krki, je od 250 do 300 ton. Skupna količina dehidriranega blata, to dehidrirano blato. Glavno čistilno napravo v občini Krško ima v upravljanju podjetje Vipap. Vso blato, ki nastaja v čistilni napravi Vipap, se tudi ustrezno termično obdela in se potem pepel odloži na urejenem odlagališču odpadkov. V Kostaku so izvedli tudi sanacijo odvrženega odpadnega blata iz Hoč. Vso prevzeto blato iz Hoč in pa tudi zemljina, ki je bila nekako nesnažena s tem blatom, smo prevzeli na Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. Smo ga nekako zopet po postopku kompostiranja, nekako zdaj tega je, kar je bil končan, sama sanacija je 3 tedne. Normalno je, da je blato pomešano tudi strukturnim materialom in se nekako kompostira. Ob koncu procesa bodo z analizami materiala ocenili, ali je produkt primeren za uporabo ali pa ga bodo v tujini sežgali. Po zažganem pa je smrdelo nevihtnega popoldneva 16. julija, ko je besnelo nad dobršnim delom Posavja. Ta dan si bodo do konca življenja zapomnili Valentin Jan in njegov sin Robi ter Anton Trebežnik, ki skupaj živijo na Osredku pri Krmelju. Po udaru strele v gospodarsko poslopje se je ogenj v nekaj sekundah razširil še na drugo gospodarsko poslopje in del hiše. Med udarom strele sta bila Janova doma. Glej, kad spoj sem traktor šraufal, pa je enkrat je malo me počel, enkrat je pa pol fejst počel, ne. In si je začel gor kadet, goret, ne. Jaz sem vedel samo, ko se je zableskal, pa sem slišal močen grom. Slišal sem opet je tuna, tako je začel opet gore, letem ven in vedem, da gore seno. Ja, se to je bilo v parih sekundah je bilo vse posod tam. To je tako gorel, ko na front. Najprej ja ti rekel, da naj poklečem gasilce, potem sem začel pa tele male živali reševati. Na srečo je bila živina zunaj na paši. Uspel mi je reči tile 2 koška, pa 2 kozice,
pa 3 odrasle kozice, 4. je pa zgorela. Požar je močno poškodoval tudi del hiše. Valentin in Anton sta se preselila v nepoškodovan del hiše, Robi pa še kar vztraja. Ja, najlepše je spati tam, ko speš. Ne vem, no, vsaj meni. Se navežeš na en kraj in težko je nekam se prestaviti. Sploh pa, da bi mogel doma, je to bilo pa še najtežje. Požar je poleg številnih strojev pogoltnil tudi hrano za živino. Veliko strojev izgorel, ne bo, od priš, od cokolarjev, od žajmarja, od koselnice. Je bilo pa 50 ton cenagor, ne. Smo se še rekel, leta smo pa nekaj zazemov mrve, ne. Pa je bilo pa vse. Celo noč so je gor na hreb vzeli, ne. 3 traktorji. Pomoč sokrajanom nudi tudi krajevna skupnost. Aktivirali smo akcijo, da zbiramo tako denar kot tudi material. V tem delu moram reči, da se je okrog 16 000 evrov zbralo prostovoljnih prispevkov, nekaj lesa, tudi nekaj sena, bal. Skratka, krajani moram reči, da so se zelo, zelo pozitivno odzvali in pokazali solidarnost z družino in mislim, da jim je treba dati vso zahvalo. Želja pomagati družini je še toliko večja, ker tako oče kot tudi sin želita ostati na pogorišču. Do sedaj so zbrali prek 16 000 evrov, kar pa za obnovo še ni dovolj. Zdaj pa k lepšim temam. Socialno podjetje Zavod brez ovir s sedežem v Ljubljani deluje že dobrih 5 let. Od četrtka pa je kot pomoč osebam z ovirami iz Dolenjske, iz Posavja in Bele krajine na voljo tudi v Novem mestu. Uporabniki so osebe, ki imajo senzorne, gibalne, intelektualne, psihične ali kakršnekoli druge ovire. V zavodu jim pomagajo pri izvajanju osebne asistence. Recimo oseba, ki potrebuje neko pomoč, pridobi pravico do osebne asistence s tem, da da vlogo na center za socialno delo in potem steče postopek, oseba pridobi odločbo in s to odločbo pride k nam. Mi pa potem uredimo vse, kar je potrebno, da asistenca steče, priskrbimo osebne asistente, urejamo urnike, nadziramo potek asistence. Ukvarjajo se tudi s taktilnimi oznakami in pripomočki za osebe z ovirami, pa tudi z izboljšanjem dostopnega turizma. Tako imajo na svoji spletni strani navedenih okoli 200 turističnih ponudb, primernih za ovirane. To gre za nastanitve, enodnevno ponudbo, restauracije, se pravi vsako ponudbo, ki je dostopna osebam, ki imajo kakšno gibalno oviranost pretežno, čeprav navedemo seveda tudi dostopnost za druge ranljive skupine, naprimer slepe in slabovidne. V Sloveniji je namreč ogromno turizma, le nekaj ga je pa pač dostopnega tudi osebam, ki imajo različne oviranosti. Se pa turistična ponudba za ovirane iz leta v leto širi, dodaja. Tudi, bom rekla, na strani ponudnikov je interes, hkrati se zavedajo, da je pač populacije, ki ima različne oviranosti 15%, v to pa ni zajeta, tudi različne druge skupine niso zajete, ki imajo podobne potrebe, recimo družine z majhnimi otroki, različni poškodovanci, starostniki, tako da je teh oseb, ki jim je taka ponudba blizu, bistveno več. Zaradi čedalje večjih potreb po pomoči osebam z ovirami so marca namenu predali enoto v Mariboru, od danes dalje pa deluje tudi na novomeškem Novem trgu. Na začetku bomo odprti od srede do petka, se pravi, potem pa kasneje mogoče tudi več, če bo večja potreba. Kmalu bodo poslovalnico odprli še v Celju. Dobra novica pa prihaja tudi iz Bele krajine, natančneje iz Semiške občine, kjer načrtujejo izgradnjo športnega parka. Ta bo nudil ustrezen prostor za druženje, rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije. Športni park, ki se bo raztezal na dobrih 6000 kvadratnih metrov, bo stal pri osnovni šoli nedaleč od blokovskega naselja. Zemljišče zanj je občina odkupila konec maja in zanj odštela 130 000 evrov. Idejno zasnovo za park je izdelalo podjetje Acer. Da je na podlagi tega, kar nam prostor nudi, nekako umestilo določena največja igrala v ta prostor, se pravi odbojko na mivki, dve igrišči in pa pump track poligon, se pravi kolopark.
Podjetje Akrobat je idejno zasnovo še nadgradilo in pripravilo vizualizacijo parka. Ta bo vključeval kolesarski poligon, trampolinski park, igrišči za odbojko na mivki, plezalno steno, igrišče za rolkanje, manjši zipline, so naravno urejene tribune, objekt pomožnih prostorov in gostinski objekt ter parkirišča. Park bo nastajal postopoma, saj bo dinamika gradnje odvisna od razpoložljivih sredstev. Ker bi radi, da bi to območje čim prej nekako dobilo to končno podobo, ki je vidna iz vizualizacije. Pa smo dobili idejo, da bi mogoče poprosili naše podjetnike, da so sponzorji, botri kakšnemu posameznemu igralu, tako da se bomo kar v kratkem odpravili do teh najpomembnejših in jim to idejo tudi predstavili, pa upam, da se bo kdo odločil, da bomo lahko to realizirali prej. Drugače pa v skladu s proračunskimi zmožnostmi. Ocenjujejo namreč, da bi za izgradnjo parka potrebovali približno 300 000 evrov. Največji dve igrali bosta že drugem letu, se pravi konec nekje v tak čas bo verjetno tudi pumptrack poligon in če bomo uspešni, da bomo res zmotivirali, navdušili naše podjetnike, potem se bo verjetno tudi znašlo še kakšno novo igralo. Drugače pa realno mogoče kakšne 2 leti. Trenutno sta v izgradnji obe igrišči za odbojko na mivki, v kratkem pa bodo začeli s treningi tudi na bližnjem travnatem igrišču, ki ga upravlja nogometni klub Kolpa iz podzemlja. Ostajamo pri športu. Kolesarjenje v občini Ivančna Gorica je v zadnjih letih doživelo izjemen razmah. Da bi k tej obliki gibanja spodbudili čim več občanov, pa tudi obiskovalcev, so ob pomoči pridobljenih evropskih sredstev pred časom začeli širiti mrežo kolesarskih poti. Gradili jo bodo v 2 delih. Prva trasa poteka od Muljave do Ivančne Gorice ter mimo šolskega centra do samostana Stična. Občani naložbo pozdravljajo. Meni se zdi, da je naš narod na splošno zelo športen, torej tale, še posebej v naši občini je veliko kolesarjev, torej bo tole, se mi zdi, da je bila kar dobra naložba, no. Pa kakor sem slišala iz evropskih sredstev. Tukaj je izobraževalni center, tako da za otroke po mojem veliko bolj varno, no, da se lahko pripeljejo lepo s kolesi po neki urejeni poti, pa tudi zelo tako. V naši občini se veliko kolesari, tako da se mi zdi, da je pomembno, da so te urejene kolesarske poti. Prometna varnost zdaj ni omogočala, da bi dijaki masovno hodili v šolo s kolesom. Zdaj pa bo zadeva taka, kot vidite, zelo široke aleje, široke prometnice, široke kolesarske steze. Tako da izgovorov ni, dodaja. Z urejanjem kolesarskih povezav bodo prispevali k trajnostni mobilnosti, predvsem pri dnevnih migracijah, pa tudi k izboljšanju prometne varnosti, je prepričan župan Dušan Strnad. Umaknili bomo kolesarje z cest, zelo prometnih cest. S tem računamo, da bomo povečali tudi zanimanje ljudi, da izberejo alternativni prevoz. Nove kolesarske povezave bodo pomembne tudi z vidika turistične privlačnosti občine. Smo povezali turistični biser, samostan Stična in Juršičevo domačijo s kolesarskimi povezavami. V drugi fazi pa bomo s kolesarskimi povezavami povezali Višnjo Goro z Ivančno Gorico in pa Šentvid pri Stični z Ivančno Gorico. V prvi fazi bodo zgradili prek 9 km kolesarskih povezav, od tega dobre 4 km po kolesarski površini, ki je ločena od površin za druge prometne načine, 5 km pa po javnih cestah. Za naložbo bodo morali odšteti 1,8 milijona, od tega je približno 1 300 000 iz evropskih skladov. Za konec športnega bloka pa košarki. Aktualni državni podprvaki in pokalni zmagovalci, košarkarji Krke, so začeli s pripravami na novo sezono s precej spremenjeno ekipo. A cilji ostajajo visoki. Mlada zasedba obljublja borbeno in hitro igro, hkrati pa upa, da se bodo lahko na tribune vrnili tudi navijači. Krkaši so začeli s treningi pred 2 tednoma. V ospredju so telesne priprave, začeli so tudi že s treningi z žogo. Treba je narediti sigurno neke dobre temelje za celo sezono. Je fizično sigurno najbolj naporen del, ampak tako sem rekel, to moramo dati skozi in se dobro pripraviti na sezono.
V ekipi je kar nekaj novih, a zelo nadarjenih igralcev. Od veteranov sta tu le še Rok Stipčevič in Luka Lapornik. V dani situaciji mislim, da smo sestavili optimalno ekipo. Kakšna bo pa igra, pa vse ostalo, zato je treba zato rabimo še časa. Ker prava slika se bo izkazala čez kakšen mesec, dva. Mislim, da smo eno tako lepo ekipo sestavili. Veliko igralcev se je zamenjalo, mislim, da je večji del ekipe nov, ampak se pravi nov trener, nove ideje. Sodelovali smo dobro pri izbiri igralcev in upam, da smo prav izbrali. Kljub vsem spremembam v igralskem kadru pa imajo krkaši pred začetkom nove sezone visoke cilje. Ekipa je nova, tež bi še zaenkrat rekel, ampak sigurno so cilji, tako kot vedno, najvišja mesta v slovenskem prvenstvu in pokalu. Pač v ABA ligi, tako vsako leto, si želimo čim prej zagotoviti obstanek in upam, da bomo letos kako mesto višje kot lani. Prvo priložnost za dokazovanje bodo Novomeščani imeli 17. septembra, ko se bodo v superpokalu pomerili s Cedevito Olimpijo. Za konec pa še nekaj glasbe. Novo mesto je bilo prejšnji teden središče džezovske glasbe v Sloveniji, mnogi trdijo, da tudi širše. Razlog? Že 21. mednarodna glasbena delavnica in festival Jazz in Tea, ki je privabil mlade glasbenike, mentorje in glasbene pedagoge iz celega sveta. Vsak dan so bila na sporedu predavanja, delavnice, koncerti in jam sessioni po različnih lokacijah v mestu. Gre tudi za pomemben kulturno-turistični projekt. Tole, kar se dogaja v Novem mestu z Jazz in Team že vsa ta leta, je zlata vredno. Skozi vsa ta leta so to zelo dobro nadgrajevali, spreminjali. Vedno so bili dobri predavatelji, mentorji, vedno je bilo dobro obiskan. Zelo zadovoljen, v bistvu ne glede na razmere, ki jih imamo, smo še zmeraj v bistvu uspeli speljati odlično edicijo z odličnimi udeleženci, z odličnimi mentorji. Festivalski koncerti so bili v bistvu obiskovani zelo nadpričakovani. Letošnji mentorji so hkrati nekdanji udeleženci festivala Jazz in Tea, kar mu daje še dodatno težo. Mislim, že to, da zdaj poučujem in da sem del organizacije tega festivala, je v bistvu en izziv in velika čast in odgovornost, sploh za te mlade generacije. Je pa definitivno zelo lepo delo in sem zelo vesela, da sem del tega. Eden ciljev Jazz in Tea je bil gotovo izpolnjen že s tem, da so dolenjsko prestolnico napolnili številni vedoželjni mladi. Ker je bil tudi celoten festivalski program letos sestavljen iz bivših udeležencev, ki so bili na delavnici recimo 10 ali pa 5 let nazaj in so zdaj dejansko nastopajoči na festivalu in se mi zdi, da gre res letos, še posebej letos za ta nek zaključen krog Jazz in Tea. 6 poletnih večerov, 10 koncertov, 6 jam sessionov in mnogo nepozabnih trenutkov. To je bilanca še enega odličnega Jazz in Tea. Organizatorji pa že pridno snujejo načrte za prihodnje leto, ko bo na sporedu že 22. izvedba festivala. Prav tako minuli teden pa je v srbskem Novem Sadu potekal 14. mednarodni festival Tamburica Fest, na katerem so kot edina skupina iz Slovenije sodelovali člani tamburaškega orkestra Dobreči z Dragatuša v Beli krajini. Domov so se vrnili s prestižno nagrado za najboljši tamburaški orkester na svetu. Tamburaški orkester Dobreč je na svetovnem tamburaškem tekmovanju v Srbiji še enkrat dokazal, da prispeva k ohranjanju in prepoznavnosti slovenske kulture. Kot vedno je tudi tokrat strokovno komisijo prepričalo: dobro izbran program, dobro pripravljen program, dobro interpretiran program. Prva skladba, to je bil en splet belokrajinskih ljudskih pesmi. Druga skladba je bila Što te nema, bosanska sevdalinka, zapela je pa Martina Mravinec, ki redno sodeluje z Dobrečem. In tretja skladba je bila Kolo v Hamolu, eno romunsko kolo. Konkurenca na festivalu, kjer nastopajo le najboljši tamburaški orkestri in vokalni solisti, je bila izredno močna. Bili so še skupine iz Hrvaške, Romunije, Bosne in Srbije.
Vemo, na kakšnem nivoju je tamburaštvo na Hrvaškem in v Srbiji, glede na to, da imajo tamburico že na akademijah. Pa tudi oni preigravajo tamburaši vsak vikend v raznih priložnostih, tako da je bilo zelo napeto. A naslov najboljšega tamburaškega orkestra na svetu je pripadel Sloveniji, Beli krajini, Dobreču. Letos zaradi znanih ukrepov niso nastopili v polni sestavi, zgolj 10-članska sestava in brez dirigenta, kar je bil še dodaten izziv. Občutek je bil samo ponos. Ni me bilo strah, zato ker smo delali, garali smo dobesedno za ta naslov, ker do sedaj smo vedno govorili, Dobreč sodi v sam vrh evropskega tamburaštva. Sedaj pa lahko rečemo, Dobreč je najboljši tamburaški orkester na svetu. Ki je z uprizoritvijo prve tamburaške opere na svetu dokazal, da tamburaška glasba nima meja. Opero Ambrož in Katarina bodo na povabilo Narodnega gledališča iz Novega Sada na prvem mednarodnem gostovanju uprizorili 27. novembra letos. Z lepimi zvoki pa končujemo novice tedna. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!